Kršitev zakonov nikoli ne smemo relativizirati, odgovarja namestnica predsednika protikorupcijske komisije Tina Divjak premierju Golobu, ki je sinoči v našem studiu kljub drugačni obljubi dejal, da ne bo odstopil zaradi 2 SMS sporočil, ki jih je Komisija za preprečevanje korupcije opredelila kot kršitev integritete. Golob je komisiji očital tudi politični obračun ter se spraševal, ali je bil namen KPK, da Golob s svojim odstopom 2 meseca pred volitvami državo pripelje v kaos. Kako odgovarjajo na očitke premierjev KPK, nam bo povedala namestnica predsednika KPK Tina Divjak, ki je naša gostja. Dober večer. Dober večer. Gospa Divjak, za začetek, kaj je bil razlog, da je komisija 2 SMS-a, ki jih je Robert Golob poslal ministrici Bobnarjevi in ju bomo zdaj videli na ekranu, navajam: jutro moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko stisko v policiji, daj vas se ta teden dobiti samo na to temo, poudarjam, resno zaskrbljen in nič mi ni všeč, pika, ker se ni izvršilo nič od dogovora, pika, dokončna pika, označili za kršitev integritete. Ko komisija presoja kršitev integritete, presoja, ali je obravnavana oseba, v tem primeru predsednik vlade, spoštoval zakone, etične kodekse. Zakon o organizaciji in delu policije je jasen, daje pristojnosti generalnemu direktorju policije, ministru za notranje zadeve, ne pa tudi predsedniku vlade. Če bi predsednik vlade imel mesto v policiji, bi to pomenilo politično usmerjanje policije. Zakon o vladi določa, da pa lahko seveda predsednik vlade usmerja delo vlade, posameznih ministrov, ampak na podlagi usmeritev vlade. Se pravi, ko vlada o tem razpravlja, se odloči, kaj s tem, da predsedniku vlade mandat za ukrepanje, na podlagi tega bi predsednik vlade lahko potem komunicira o policiji z ministrom za notranje zadeve. Ampak poglejmo, kako ta 2 SMS-a vidi predsednik vlade Robert Golob. Komunikacija med predsednikom vlade in ministrom ne more biti kršitev integritete, še posebej ne takrat, ko predsednik vlade izrazi zaskrbljenost. Poudarjam zaskrbljenost. Kajti, če zaskrbljenosti ne smem izražati, potem res ne vem, kaj je pa tisto, kar kot predsednik vlade ne opravljam. Kaj pravite na to razmišljanje? Ta SMS-a, ki sta opredeljena kot kršitev, seveda nista izolirana. Sta del širše zgodbe, širšega konteksta, dogajanja preko daljše časovno obdobje. Vse to piše v ugotovitvah. Odvetnik predsednika vlade je včeraj dal v javnost stran pa pol od 64 strani ugotovitev. Mi ugotovitev ne smemo objaviti, dokler niso pravnomočne. Če vas prav razumem, je predsednik vlade, premier in njegov pooblaščenec dobila več kot samo te 2 strani, ki sta prišla v javnost. Da, 64, kjer je zelo dolga obrazložitev, razložimo celotno zgodbo, kaj se je dogajalo, zakaj sta ta 2 SMS-a pomembna in zakaj ta 2 SMS-a predstavljata kršitev integritete. Ampak v katerem primeru pa bi takšne SMS-e predsednik vlade lahko pisal Tatjani Bobnar? Zakon o vladi je jasen. Če bi vlada o tem razpravljala, sprejela neke sklepe, se pravi, sprejela neko usmeritev, kaj narediti v policiji, recimo revizijo zaposlitvenih postopkov, okrepati tam, kjer so mogoče zaposlitve bile nezakonite, kjer so bili ljudje nezakonito premeščeni. Če bi se vlada tako odločila, bi potem predsednik vlade seveda lahko takšne SMS-e pošiljal, ne pa brez usmeritev vlade. Poglejva še enega od očitkov premierja komisiji. KPK je inštitucija, ki naj bi preprečevala korupcijo. Zaposlenih ima 50 ljudi. 2 leti so se ukvarjali z 2 SMS-i, ki sem jih poslal politični ministrici. 2 leti ste se ukvarjali z 2 SMS-ama. Vsi vemo, da so bile prijavljene številne kršitve. O njih smo se večkrat pogovarjali. Tudi danes je odvetnik predsednika vlade končno lepo povedal, zakaj smo ustavili ostale. Nekatere smo zavrnili zato, ker so neutemeljene, druge očitke pa zato, ker se z njimi ukvarjajo drugi organi pregona in ni smiselno, da mi presojamo kršitev integritete, če organi pregona presojajo morebitno storitev kaznivega dejanja. Ampak očitek je, gospa Divjak, tudi, da ste na koncu vašo odločitev uprli samo na 2 SMS-a in da gre v bistvu za minorno kršitev, ki ste jo ugotovili.
Osebno se mi zdi zelo nevarno razpravljati o tem, ali je kršitev zakona minorna, ali je velika. Kršitev zakona je kršitev zakona. Če povem drugače, ali kraja enega sendviča ni kraja, ali moraš ukrasti 2, 3, 150 sendvičev, da rečemo, da je kraja, kršitev zakona je kršitev. Ampak poglejva še, zakaj predsednik vlade Golob meni, da gre za vaše politično obračunavanje z njim. Že to, da tako poročilo pride ven 2 meseca pred volitvami, daje v resnici prizvok temu, da gre za politično obračunavanje in ne za resno skrb, da bi se preprečevala korupcija ali pa tveganja povezana s korupcijo, ki bi moralo biti osnovno delo te komisije. Se strinjate s temi očitki? Večkrat je bilo pojasnjeno že, zakaj je postopek stal, zakaj ga nismo mogli voditi, zakaj smo ga podaljševali, tudi zaradi velikega števila procesnih zahtevkov. Ko smo prišli do tega, da je odločitev zrela, se nismo morali ravnati po predvolilnem času. Če bi se ravnali po predvolilnem času, bi bili politična organizacija. Mi smo zavezani vladavini prava in ne vladavini politike. Povejte, poglejva še eno zelo zanimivo stvar, se je sinoči v studiu spraševal predsednik vlade Robert Golob. Če bi danes vstopil, bi dejansko pripeljal v državo 2 meseca pred volitvami kaos. Mogoče je bil to namen, mogoče je tudi namen tudi KPK-ja, ne vem, težko o tem cenim. Je bil vaš namen, da pripeljete državo v kaos, če bi predsednik vlade odstopil? Jaz sicer nisem politična komentatorka, jaz sem funkcionarka Komisije za preprečevanje korupcije in moji funkciji sicer ne pritiče, da komentiram izjave predsednika vlade, ampak ker govorimo o namenih komisije, lahko na to samo rečem, komisija je državni organ, ki zgolj presoja kršitve zakonov, mi nismo tajno društvo PGC. Vi obravnavate še tako imenovano zadevo Karigador, ko je premier Golob bival v vili Tomaža Supotiča, ki ga je vlada potem imenovala, če se ne motim, v 2 sveta javnih bolnišnic. Je lahko tudi ta zadeva zdaj končana pred volitvami? Zadeva je zrela za odločitev, moramo pa še pred odločitvijo razrešiti nekatere procesne korake, kot recimo novi namestnik je prvi dan svojega mandata že prejel zahtevo za njegovo izločitev. Kdo je dal to zahtevo? Odvetnik Zdolšek. Tako da zdaj moramo odločiti še o morebitni izločitvi namestnika Kocjana in potem še nekaj drugih procesnih korakov, potem smo pa pripravljeni za odločitev. Ampak če bo zdaj to prišlo pred volitvami, bo spet očitek, ne, zakaj ste čakali tako dolgo in da želite vplivati na predvolilno kampanjo. Tukaj lahko samo ponovim, sledimo pravu, ne politiki. Zakaj je to, da predsednik vlade, ministri ne kršijo integritete, tako pomembno? Vsi državljani, vsi prebivalci Slovenije si želimo poštene politike, ki bodo spoštovali zakone in uresničevali svoje naloge v korist vseh ljudi. Morajo spoštovati zakon. Najlepša hvala za tale pojasnila.